V redu, zdaj bomo pa res šli, pazite. Dober večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, v nocojšnji oddaji Vaše zdravje, naša skrb, kjer vsako nedeljo z mojo gostjo, gospo Herto Kosmino, ki jo tudi nocoj lepo pozdravljam, dober večer, skrbiva oziroma govoriva o različnih zdravstvenih težavah, kako jih na najbolj naraven način rešiti. Poleg tega vam tudi vsak teden ponujamo izdelke podjetja Biovis, tako bo tudi danes, a ne proti koncu oddaje. Vi pa lahko seveda, tako kot vsak teden, pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22, poveste, kakšne so vaše težave, imate kakšno vprašanje, pohvalo, grajo, karkoli, a ne sprejmemo. Raje pohvalo. Raje pohvalo, zagotovo, seveda, in teh je tudi največ. Torej, lepo vabljeni vljudno, da se nama pridružite, poveste svoje izkušnje, težave, kot že rečeno. No, pa kar začniva midve z nocojšnjo temo. Nocoj bo vas, gospod Herto, govorili o srcu in ožilju. Srce je namreč naš najvažnejši organ, a ne, bomo rekli, zelo, zelo pomemben in ga ne gre prezreti, a ne? Ja, resnično srce nas spremlja že pred rojstvom, ne, bomo rekla, že kot je preden smo rojeni, se sliši bitje srca, to je izredno hitro, ne, in spremlja nas do zadnje sekunde našega življenja, ne, ker v bistvu nikoli ono more delati konstantno, brez prekinitev, ne. Resnično je srce ful povezano z našim počutjem, z našo močjo, z našim tudi, rekla, psihičnim počutjem, ne. Poznamo več vrst srca, ne, pa zlomljeno, pa močno, pa bom rekla zaljubljeno, pa vse te pregovori, ki so, ne, ampak resnično srce je tisto, ki nam daje to strašno energijo v tem telesu, ne, in pravijo, da srce oddaja tako energijo, da se jo zazna 2 metra od nas, ne. In to pomeni, da če rečemo, da čutimo eno energijo človeka, pravzaprav čutimo energijo njegovega srca, ne. Pa mogoče tudi, kot rečemo, ne, dobro srce, pa ne vem, kakšno je srce, verjetno so tudi te energije, ki so malo povezane s temi pojmovanji neka srca, ne. No, naj omenim še to, da bodo prvi trije, ki bodo nocoj poklicali v oddajo, dobili, kot je sedaj že kar navada postala, izdelek koencim Q10. Za kaj točno je pa uporaben, pa o tem malce kasneje. Mogoče ga nekateri tudi že poznajo. V bistvu to za moč srca, če nič drugega, ne. Na kratko, malo več o samih izdelkih pa kasneje. Torej, rekli ste, da srce mora konstantno delati, a ne? Za srce ni počitka. Ni počitka, ne po dnevi, ne po noči, rekla, ono se ne sme ustaviti, ne. Pravijo tako, da bije pač z različnimi hitrostmi od človeka do človeka, ampak skozi v enem dnevu ono nekako udari 100 000 krat, ne, ker je res, rekla, pojmovanje, če to pomislimo, neverjetno, in skozi naše življenje ono prečrpa toliko krvi, kot jo pripeljejo 3 supertankerji nafte, ne. Tako da je resnično tista strašna količina in mora biti to naše srce izjemno močno, ne. Če nekako pogledamo, kakšno moč ima to naše srce, če si predstavljate tenis žogico, ki jo tolčejo po igriščih, in da jo stisnete z tisto vso močjo, tako moč nekako srce potrebuje, da poganja vso to kri po našem telesu. To je približno, bom rekla, večja moč, kot jo potrebujejo naše nožne mišice pri sprintu. To je izjemna moč, ne.
Zares. Ja. Imava že midve prvi klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer želim. Pozdravljeni. To je moje ime, pozdravljene obe. Pozdravljene. Povejte. Ja, jaz bi imela vprašanje, kaj bi gospa rekla na takale občasna močna potenja. Imate kakšna zdravila, gospa? Ne, Pa vaša starost? 60 bom. Pa še, če mi lahko poveste vašo težo. 75, malo variiram gori doli. Ja. Bomo odgovorili, gospa. Dobro. Vam bomo odgovorili. Hvala lepa za vaš klic in dobite Hvala. koncinku 10. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa. Prosim, Hvala vam za nasvidenje. klic. Lahko noč, nasvidenje. Jaz bom recimo gospej tako povedala, odgovori bom povedala z eno izkušnjo, ki sem jo imela z eno gospo. Tudi približno bom rekla v njeni starosti in nekako so jo še vedno usmerjali, da je to pač nekako ena menopauza, ki še traja, pa tako naprej. Vendar, ko sem jaz tej gospej potem tudi opravljala ta naš test, ki ga opravljamo po Sloveniji, sem prišla do tega, da so jetra ful obremenjena. Ne? In zato pač jetra niso uspela čistiti telesa in se je gospa ful znojila, res. Jaz se jo spomnim, takrat, ko je prišla k meni, to se je kar brisala. Tako da jaz pri gospeji, bom rekla, si mislim tako, da je delno je povezano s stresom, verjetno, po drugi strani pa z obremenitvijo jeter. Tako da jaz, če boste sprejela moj nasvet, gospa, tako bi šla nekako relax pa liver protect, pa še nekaj vam svetujem, izjemno veliko tekočine. Se reče, vi ste mi rekla, da imate nekaj čez 70, se reče tam 2,5 litra dnevnega nosa tekočine, sploh takrat, kadar boste začela z tem čiščenjem organizma. Tako da obvezno to. Dobro. In bo dokaj hitro, bom rekla, videti razliko v počutju 100%, gospa. Dobro, in želimo seveda vse najboljše, Ja. da se čim boljše reši ta težava. No, nekdo nas je še poklical, ki ima mogoče tudi kakšne težave. Dober večer, kdo je z nami? Halo, se Dober slišimo? večer. Dober Dober večer. večer. Povejte. Jaz bom Kakšni- vprašala gospo, leva noga mi skozi zateka in me boli. Drugače ožilje, gospa? Ja, kaj pa vem? Ne vem. In vaša starost? 54-letnik sem. 54-letnik, ja, da sem taka Ja. leta. Se trudite drugače z gibanjem, s hojo? Ja, bolj mal, ne vem, nekaj me tudi matra, ko hodim, mi težko dihanje, pa sem čist premočena. Aha. To so tiste. Bomo probali odgovoriti, gospa. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa za vaš Hvala. klic. Lahko noč. No, gospej, ne vem, mogoče gospa nas zadnjič ni spremljala, ko smo imeli ta alkaline kapljice pa te detoks obliže. Jaz smo reči, da smo kar dobro tudi ponudili, izgleda, te detoks obliže, ker sem imela tako izkušnjo, da je celo gospa Urška tukaj kupila detoks obliže. Res je in moram povedati, da so zelo pomagali. No, jaz imam namreč težave z tem krvnim obtokom, s cirkulacijo in moram reči, da po enotedenski oziroma 5-dnevni kuri teh obližev me nič več ne zebe v noge. No? Tako da hvala lepa. To pomeni, resnično smo dobro jih opisali, tako da sem tudi Urško tukaj, gospa Urško, prepričala. Jaz pa mislim, gospa, da bi vam tudi ti obliži izjemno dobrodošli bili, ker v bistvu to prilepete na noge in vam vzpostavi pravilno cirkulacijo, kar pomeni, da se tudi limfa boljše vrača. Bi pa vseeno vas prosila tako, da probate vsaj, bom rekla, pol ure redne hoje. Ker če ni hoje, potem noge je logika, da nas zatekajo. Največji dokaz je to sedenje recimo na letalu, ker se ne gibamo, noge zatečejo praktično vsem. Praktično.
tako, da gibanje morate, drugače pa te obliže, gospa, vam sigurno priporočam. Tudi jaz, toplo. Ja. Vam bo toplo. Nekdo je spet z nami. Dober večer, kdo nas je poklical? Dobro večer, kličem iz Kranja. Oprostite, jaz bi pa rada vprašala, imam močno srčno aritmijo. Kako bi jaz temu stavila? Kam se naj obrnem? Ja, bomo probali malo odgovoriti. Imate zdravila že, gospa? Imam zdravila, hodim sem, pa kje pa ni nič. Kakšen dan dober, drug dan me spet po noč me zbuja rukanje in... Bomo poskušali odgovoriti, gospa. Bomo odgovorili, gospa? Lepo prosim, ja. Jemljem pa zdravilo Konkor, no. Hvala lepa, lahko noč. Dobro, lahko noč, hvala za vaš klic. Zdaj tako, ne, jaz ne vem, vse te aritmije so v bistvu treba je poiskati vzrok pri aritmijah. In pri aritmiji je velikokrat, tudi danes bomo imeli to nekako, ali pa lahko to zdaj že opišemo, velikokrat je vzrok aritmije tudi stres. In ker smo mi, proizvedemo preveč adrenalina in potem se poveča srčni utrip že zaradi tega stresa, ker stres nam povzroči, da se mi pripravimo, da se bomo bojevali, bežali in tako naprej, kot smo to povedali. In če se ta adrenalin konstantno proizvaja, tudi mi ne bežimo, se ne bojujemo, ampak stres vpliva na nas, da se ta adrenalin proizvaja, potem avtomatsko imamo mi povišan srčni utrip. Tako da jaz pri gospe sigurno bi prvo, kar bi svetovala, relaks, da se malo sprosti. Drugo je, da, bom rekla, tudi spet vsaj pol ure hoje, da lahko srce nekako zalaufa, bi rekli pri nas, vsaj enkrat v dnevu, da se sprosti in da se res organizem tudi mogoče preznoji. Drugo pa, gospa, tekočina spet, ker če imamo mi premalo tekočine v organizmu, srce začne hitro biti. Tako da jaz upam, da boste probala to situacijo tako speljati, pa ustrajala, pa boste videla, da se bo to drugače uredilo. Dobro. No, še nekdo je z nami. Dober večer. Dober večer, hele Jana. Pozdravljeni. Mene pa zanima, sem spiva tiste za mesec, čiščenje. Aha, Purex. Ja. Purex faza 1, ja. Sem tako napeta. Zdaj, a je to... Koliko časa jemljete? 14 dni. Ja, zdaj po mojem bo počasi začelo upadati, gospa, ne? Ker mi tudi smo povedali na začetku, da na začetku pride kot en upor. Ne? Dejte, bom rekla... Prosim? Da sem to razmišljala. Ste razmišljala tako, ne? Dobro, si bom zaključila z odgovorom, lahko gledate preko televizije tudi, gospa. Glejte najo in poslušajte, prav? Hvala. Hvala lepa za vaš klic, lahko noč. Vsi tisti, ki jemljajo Purex 1, mi jih prav opozorimo, zato ker Purex 1 je pač efektiven preparat. In sigurno tam do 14. dneva imajo, bom rekla, te probleme, zato ker se organizem čisti, zato ker se nekako tudi glivice pa vse te stvari upirajo, da ne bi zapustile svojega domovanja in pride do tega. Lahko je večje napenjanje, lahko je kakšno srbenje po koži, mogoče kakšen ginekološki izcedek, srbenje ušes. Te stvari smo zmeraj, bom rekla, tudi poudarimo in jaz probam zmeraj ljudem tudi to nekako povedati, da vse karkoli je v tej smeri, morajo samo zdržati, da grejo skozi, da je potem efekt resnično dober. No, kar je gospa že vprašala, mi smo ta mesec v ABC zdravje, to imate to revijo, takoj na začetku imate prav opis faze 1, tako da si lahko spet nekaj preberejo. To v bistvu je ta revija v vseh lekarnah po Sloveniji. Lahko potem naročite, ko boste imeli tudi tukaj, bom rekla, telefonsko številko in boste dobili noter tudi še ene dodatne informacije o
tem preparatu. Ne? No, lahko že telefonsko številko tudi poveva. Tudi, seveda. Lahko naročite vse izdelke na telefonsko številko 070 44 44 22. Tako da bodo vedeli, če mogoče kasneje ne bodo z nami. Res je. Torej, nekaj smo že sedaj spregovorili o aritmiji srca. Točno, ja. No, tako, ker so bili klici eden za drugim, resnično si mislim, da pri aritmiji srca moramo nekako umiriti naše psihično ravnovesje, zato je izjemno pomembno, kako mi obvladujemo stres. Zato sem že prej omenjala tudi ta preparat Relax, ki se je tudi izkazal, bom rekla, kot izjemno dobro sredstvo za to, da zmanjšamo nekako naš vpliv stresa na organizem. Mi ne bomo rekli, ne, zdaj pa ne greste v službo, pa nimate stresa in tako naprej, ampak pomembno je, da ta stres ne toliko vpliva na naše zdravje, da mi ne proizvajamo toliko adrenalina, ker ta adrenalin enostavno tudi naredi škodo na kompletnem našem ožilju, ker smo že danes kot tema ožilje. Drugo je, tako kot sem prej gospej tudi rekla, tekočina. Mi moramo spiti 3 deci vode na 10 kg telesne teže. Takrat, kadar nimamo dovolj tekočine v telesu, srce zaštarta hitreje. Tudi imamo, bom rekla, bolj gosto kri, mora imeti več pritiska, vse zato, da se trudi, da uspe. In posledice so lahko hude, ne? Včasih, bom rekla, lahko usodne. Ja, res je. Dober večer, kdo nas je poklical? Dobro večer. Pozdravljeni. Marija pri telefonu. Pozdravljeni, Marija. Povejte, kakšne so vaše težave? Jaz bi pa vprašala za čiščenje jeter. Dobro. Bomo povedali, ja. Še enkrat, kar gledajte nas po televiziji. Ja, hvala. Dobro, hvala, lahko noč. No, za čiščenje jeter smo že večkrat malo povedali. Ta Liver Protect, to je preparat, ki je, tako jaz včasih rečem, življenjsko delo dr. Tomislava Majiča iz Šmarjeških Toplic. On je res taki priznan primarij, kardiolog, specialist, internist in on se je resnično posvetil temu, kako bi sestavil en preparat, ki bi bil izjemno učinkovit za čiščenje pa regeneracijo jeter. Preštudiral je resnično vse te vitamine, minerale, aminokisline pa zeliščne izvlečke, ki delujejo na to, da se jetra čistijo, pa na to, da sploh v jetra prehajajo. Zato resnično imamo ta Liver Protect, sestavljen je iz 2 formul. V eni imate ta najmočnejši izvleček Silibim, to je izvleček pegastega badlja, pa izvleček šisandre. V drugom imate pa vse vitamine, vse minerale, pa vse aminokisline, ki pomagajo jetrom, da se lažje, bom rekla, regenerirajo, obnavljajo. Jaz včasih rečem, mi pri organizmu moramo vzpostaviti možnost samozdravljenja. Nobena stvar, ne bomo rekli, da ozdravi, ampak naš organizem pa ima to sposobnost samozdravljenja. Samo, če ima vse tisto, kar potrebuje. Vse pogoje. Tako da Liver Protect, gospa, kar se tiče jetra, je sigurno tisti preparat, ki ga izjemno svetujem. Dobro, in tudi gospa lahko naroči na že prej povedani telefonsko številki. Bomo še enkrat ponovili na telefonsko številko 070 44 44 22, lahko tudi gospa naroči, da bodo njena jetra očiščena. Ja, drugače tudi gospa Urška bo znala svetovati, če bo poklicala na telefonsko številko. Še nekdo je z nami, dober večer. Pozdravljeni, dober večer. Dober večer. Večer. Povejte, gospa. A veste, kaj bi vas vprašala? Imam eno težavo. Gospa? Ja. Deva se midve nekaj zmeniti. Televizor stišajte, pa naj jo poslušajte preko telefonske slušalke, prav? Ja. No. Jaz bi zdaj nekaj rada vprašala. Imam eno težavo. Naprimer, ko grem k zdravniku, ali da grem proti bolnici, mi začne srce tako biti, pa probleme imam tudi pri zdravniku s krvnim pritiskom. Imam navadno po 200. Verjamem, gospa. Dobro.
Zdaj pa lahko poslušate po televiziji, vam bomo odgovorili. Bova odgovorili, pa poslušajte in gledajte, prav? Hvala lepa, lahko noč. Gospa ima tipičen sindrom bele halje, če tako pogledamo, ker rečejo, v bistvu, ko pridem zdravniku, krvni tlak naraste, to je tipičen sindrom bele halje, gospa. Vi morate pritisk meriti doma, ker pravijo tako, vi ne živite v tem stanju, kot ste pri zdravniku, ampak živite v stanju, ko ste doma. Tako da v bistvu realna vrednost vašega pritiska je doma, gospa. Tako da večkrat si raje ta pritisk zmerite ali doma, ali pri zdancih, ali vam rekla kjerkoli, ker na vas ne vpliva ta stres. In tista vrednost je za vas realna, tako. Tako da tisto, kar pa vi greste zdravniku, to je spet tako stresni, povišan krvni tlak. Takrat zagrenete ful adrenalina, kot smo prej rekli, v krvni obtok in krvni tlak se dvihne. Tako da, če se le da srčni utrip se dvihne, pa tako naprej. Se izogibati belim haljama, ne? Ja, tisto že more iti, ampak realno stanje pa ni tisto. Je pa zagotovo doma izmerjeno. Ja, tako ne. Torej, pri aritmiji smo mi dve ostali. Zdaj, ko pa pride enkrat do tega? Srce se v bistvu, bom rekla, izjemno veliko časa trudi in potem pride do tega, da ne zmore več. Veliko krat rečejo, da je prav recimo ta utrujenost srca tudi lahko pomanjkanje koencima in da srce nima te moči, ampak nažalost potem veliko ljudi pride do tega, da ima pač spodbujevalnik. Nekatere hujše oblike te aritmije pa nekako rečejo tako, da je srce preskočilo. In takrat se resnično ne ustavi in je morajo ustaviti in ponovno zagnati. In včasih imajo ti ljudje potem lahko tudi defibrilator, prav bom rekla, ugrajen. Na srečo je teh manj. Jaz vem, da sem poznala eno gospo, ki je rekla, jaz točno čutim, kdaj se bo to zgodilo in se vležem in se nekako stabiliziram, ker v bistvu to jih vrže tako, kot da bi jih oživljali na novo. Isti sistem, samo da ni nobenega v bližini. Nažalost. Nažalost, ja. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober dan, Maja pri telefonu. Pozdravljeni. Ja, jaz sem stara 25 in imam en tak zelo zoperen problem. Se zelo potim, kar je zelo neprijetno. Pri zdravniku pravijo, da ni nič tazga, da bi bilo kaj narobe, tako da me zanima. Potite kam, gospa? Gospodična, no ne vem. Roke, obraz? Ja, obraz, kar je zelo neprijetno. Potem pa še po celem telesu. Vas lahko nekaj vprašam, tako imate kakšno zaščito, kontracepcijo? Ne. Ne, dobro, super. V bistvu vam rekla, jaz si vseeno mislim, da je malo hormonsko povezano, sicer lahko tudi v povezavi s stresom. Kaj ste vi opazila, kdaj se to vam dogaja? Ja, ob najmanjšem naporu. Drugač pa kar skozi, tako da ne vem, kaj bi to bilo. Temperaturo imate normalno, ali kaj? Ja. Ja, jaz bom rekla, da je nekaj na tej bazi ščitnice. Če ste bila na kakšnem pregledu? Ja, glede ščitnice ne, ker se mi zdi, ne vem. Ponavadi je tako, ste mrzla pa mokra? Ja, tudi ja. Ja, tako ne. V tej smeri bom rekla, jaz sicer vam bi prej svetovala kakšno prehransko dopolnilo, ki ima recimo te alge noter ali kakšne te stvari. Dobro, gospodična. Gospodična, upam, da nas še gleda, tako da jaz si mislim, da bi bilo dobrodošlo, recimo pri nas imamo Insight Detox, istočasno vam nekako odnaša tudi odpadne snovi iz organizma. Imate noter pa spirulino pa klorelo, to so dve algi.
ki nekako, bom rekla, umirjajo organizem, ker vse te tudi zelenjave, ki so noter v tem Inside Detoxu, imajo precej visoke vrednosti vseh B vitaminov. Zraven imate pa selen, ki podpira tudi žleze z notranjem izločanjem, plus, bom rekla, 2 algi. In jaz si mislim tako, da če bi vi to nekaj časa tako imala, vas bi po eni strani umirilo, glede na to, da ste mlada, ne, to je 25 let, ne rabite, ne vem kaj si dodajati, ampak nekaj bolj na malo daljši rok. Vam bomo pa kasneje opisali še ta preparat, to je ta Immune Power. Noter imate svetlinovo olje. Svetlinovo olje pri takih letih, kot ste vi, izjemno dobro vpliva na hormonsko ravnovesje tudi. Sploh recimo pri menstruacijah, niso boleče menstruacije in vse te stvari, ne. Tako da jaz Inside Detox pa Immune Power vsekakor bi nekakor svetovala, drugače pa se oglasite jutri na telefonsko številko pri Urški in bomo še kaj predebatirali, ne. Tako je. Dobro. Midve se bomo zdaj prepustili, tako kot naši gledalci in gledalke, oglasom in se zopet vidimo in slišimo čez minutko ali 2. Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. Nocoj z gospo Herto govoriva o srcu in ožilju. Pa deva malo spregovoriti tudi o srčnem tlaku. Srčnem tlaku, no, ločimo 2 srčna tlaka, višji pa nižji, ne, diastolični pa sistolični, ne, rečejo tudi. Eden naj bi predstavljal nekaj pritisk, ko kri zapusti srce, drugi pa, ko kri spet ponovno pride do srca, ne. Zdaj, nekako se kot idealna vrednost se govori 120-80, ne, to je tista idealna. Včasih so potem rekli, da kolikor imate let, toliko gre nad 100, ne, zdaj to ne velja več. Nekako se tolerira še do 140 pa do 90, ne. Zdaj, če to ni, potem nekaj se začnejo že zdravila, pa tako naprej, kot smo prej rekli. Ampak tako, kot je rekla gospa, ne, vrednost tlaka je tam, kjer mi živimo. Ne, bom rekla, takrat, ko smo pod kakšnim vplivom, ko smo pod stresom, pa tako naprej. Tako da zmeri nekako ne si bi zmerili tlak doma in tisti je res tisti pravi. Je pa izredno pomembno, da ohranjamo mi čisto ožilje, ne? Ker če nimamo čistega ožilja, potem rabi srce večji pritisk, da to kri porine na vse predele, tudi v naše možgane pa povsod, ne? Ker naloga, bom rekla, našega srca je, da preskrbi kompleten organizem z krvjo. In zdaj, če ožilje ni tako, kot bi moglo biti, potem ta kri ne pride, ne, v zgornje nadstropje, enkrat rekla ena zdravnica, ne. Ampak naša naloga je, da popravimo napeljavo, ne da nižamo pritisk, ne. Tako da izjemno moramo skrbeti, da je ožilje čisto in dovolj prožno, dovolj vse in potem je tudi večja verjetnost, da krvni tlak ne bo, bom rekla, narastel, ne. To je bistvo, bom rekla, pri tem, ne. Tako da mi moramo skrbeti, da imamo čim mlajše ožilje, ne. Ker pravijo, da smo mi toliko stari, kot je naše ožilje staro, ne. Naša napeljava. Torej, mi dve danes govoriva o srcu in ožilju. Govorili smo tudi že o povišanem holesterolu in razširjenih venah, pa tudi o sladkornem obolenju. No in kako bi mi dve zdaj to nekako vse skupaj? Praktično vsa ta obolenja nekako vplivajo na naše ožilje, ne. Zato, ker ožilje je povezano z vsem tem, ne. Ožilje je tisto, ki skrbi, da so naše celice pravilno preskrbljene s kisikom, s hrano, če tako gledamo, vitamini, minerali, ne. Po drugi strani pa to isto ožilje skrbi, da vse te odpadne snovi, ki so, bom rekla, produkt tudi presnove, ki so, bom rekla, produkt teh naših dejavnosti, ki jih imamo v toku dneva, da se te odpadne snovi odnesejo spet, bom rekla, v jetra, v prebavni trakt in se tam nekako izločajo iz našega telesa, ne. Zdaj, če kisik
kisik ne pride v celice, ne morejo delati, ne. Če vitamini, minerali ne pridejo, smo mi utrujeni, zmatrani pa tako naprej. Pa tudi te odpadne snovi morajo iz naših celic, ker sicer se tam pričnejo vnetni procesi. Ne? In enkrat smo že rekli, ne, da kaj naredimo mi za to, da je naše življenje čim daljše, pa čim bolj bomo rekla, aktivno, je ravno to, da poskrbimo, da imamo čim manj teh vnetnih procesov. Ne? Kar pomeni, ožilje mora delovati 100%, prinesti hrano, odnesti odpadne snovi, prinesti kisik, odnesti ogljikov dioksid, ne, iz naših celic. Ne? Če želimo, da smo čim boljše. Ne? Ja. No, naj povem seveda, da lahko še vedno pokličete naju, a ne, v oddajo na telefonsko številko 03 490 0222 in vprašate, karkoli vas zanima, in gospa Herta vam bo z veseljem tudi odgovorila in vam svetovala. Tako da vabljeni, da pokličete. No, torej na nas je, da poskrbimo za pravilno bitje srca, za pritisk, mislim tlak, da nekako je nekje tam vmes, kot mora biti, in tudi za ožilje, da je čisto, da je... To je, v bistvu bom rekla, pri ožilju je izjemno pomemben tudi ta, ko smo enkrat debatirali o tem metabolnem sindromu. Če mi nepravilno presnavljamo, če jetra nepravilno delujejo, potem imamo veliko verjetnost holesterola, pritiska, tudi aritmije srca, ker tudi pritisk ni to, da recimo mi, ne vem, zdaj bomo pač rekli, je povišen, zdaj imamo redno 140-90. Problem je takrat, kadar ta pritisk skače, pa tudi dobijo zdravila, pa enkrat je previsok, drugič je pa prenizek, in vprašanje je tista počutja pri ljudeh, ker mi smo lahko super, tudi z, ne vem, 110, 70, ampak problem je, če pa nismo, če smo bili navajeni prej na višjih ali pa nižjih, zdaj pa se s tem pritiskom ne počutimo dobro. Se pravi, te spremembe so najbolj, najbolj nezaželene, bi rekel človek. No, in že naju je nekdo poklical. Dober večer, kdo je z nami? Ja, dober večer. Pozdravljeni. Povejte. A sem v studio? Ja. Seveda, kar izvolite, gospa, vprašajte. Ja, dober večer. Lepo obe pozdravljene, zelo zanimiva oddaja, poučna. Hvala. Super, ja, tukaj pa Karolina iz Celja. Jaz bi pa gospo rada, imam kar nekaj, bom naštela moje bolezni, namreč imam ščitnico bolano, zamoščene jetre majčken, pa žolčni kamen, pa boreliozo in tudi majčken že pritiska, tudi jemljem zdravila, nerelaks proti visokim tlakom. In kaj mi bi gospa svetovala? Lepo prosim za odgovor, bom poslušala po televiziji. Še eno vprašanje imam, gospa. Kako greste na blato? Redno? Redno, super. Dobro. Hvala lepa za vaš klic, bomo odgovorili. Tudi vam. Hvala, lahko noč. V bistvu, gospa, tako, mi smo imeli enkrat eno posebno gostjo tukaj prav zaradi ščitnice. Problem ščitnice je v bistvu pravzaprav presnova. Presnova v jetrih, ker se tam T4, v T3, aktivni T3, slabo presnavljamo, v prebavnem traktu pa v jetrih. To je ona rekla, da kadar je ona sama zbolela, kljub temu, da je bila medicinske stroke, je začela to študirati in je prišla do tega, da zna izjemno malo o tem obolenju. Tako da jaz prvo sigurno vam bi svetovala, da prečistite jetra, s tem liver protektom, ko smo prej debatirali, in vsekakor, da se čim bolj potrudite vzdrževati pravilno črevesno floro. Ker je tam presnova v jetrih in absorpcija te hrane, po kateri sigurno imate tudi zmanjšane prebavne encime, vsaj zaradi tega, ker jetra ne uspejo izločati toliko teh prebavnih encimov,
Tako da mogoče tudi kakšne prebavne encime v smeri karbodigesta, ker pravijo, da nekako najbolj te ogljikovi hidrati naj bi nekako najbolj ubivali delovanje ščitnice. Tako da si naredimo v zmeri s sladkarijami še eno tako veliko medvedjo uslugo pri ščitnici. Tako da vsekakor, gospa, prvo na prečiščevanje jeter, in regeneracijo. No, kar sem se zdaj spomnila, glede Liver Protecta, tukaj smo imeli to oddajo pred kratkim in me je ena gospa poklicala na 2 ali 3 dni nazaj, ker je ona to kupila kot za svojega sina, Liver Protect, ker je imel ta njen sin nekako od kolena navzdol noge praktično rdeče že, kar pomeni izjemno slabo cirkulacijo in vse to ni šlo tako, kot bi moglo biti. In je mu ona kupila ta Liver Protect in me je poklicala, da je v dobrih 10 dnevih ena noga čisto dobre barve že. Tako da jaz se gospej še tukaj zahvaljujem, v bistvu, ker jaz sem vesela vsake povratne informacije v tej smeri, res me je razveselilo. Tako da ona je bila tako vesela, da me je poklicala, jaz pa tudi, ker sem sprejela njen klic. No, lepo. Povejte mi, kako pa maščobe, vnašanje preveč maščob lahko vpliva na... No, maščobe so tako, zdaj mi zmeri rečemo, nasičene, nenasičene, nekatere so dobre, nekatere slabe, niso dobre, nenasičene so dobre. Mi moramo imeti eno pravilno sorazmerje teh maščob. Pravijo, da smo mi, 50 let nazaj živeli po enem sistemu, kjer smo vnesli 5 enot nasičenih in 1 enoto nenasičenih maščob. Te nasičene bi bile recimo meso, pa ne vem, kakšen pršut, ker jaz sem s Krasa, pa tudi nekako se tiče mleka, sir in te stvari. Na tej strani nenasičene pa imate tako, kakšna ribje olje, lahko tudi nekakšna druga olja, taka koristna olja, in zdaj to je bilo 5 proti 1. In po tem sistemu smo mi odlično obvladovali strjevanje krvi. Ampak zdaj, nažalost, živimo mi tako, 20 enot nasičenih in samo 1 enota nenasičenih maščob. In to nam zdaj ruši sistem strjevanja krvi. Zato imamo pa maso ljudi, ki jemljajo zdravila proti strjevanju krvi. To bi se dalo na kakšen drug način tudi dobro urejati. Kdo je z nami, kdo nas je poklical? Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Gledalka iz okolice Celja. Povejte. Če bi lahko gospod vprašala, jaz sem delala biokemične preiskave za jetrne teste in imam nekaj povišeno. Če bi lahko povedala S-alt, ker ne poznam teh stvari na 100, zdaj pa me zanima, pa S-ACT 084. Ali je to kaj kritičnega, ali je to, sem pa ne alkoholik. Ponavadi je tako, da niti ni nujno, da je alkoholik človek, ampak ni tako kritično, ampak lahko vam stres to povzroča. Kdo? Stres komot, gospa. Stres. Nisem razumela. Saj lahko odložite, pa vam bom jaz na televiziji odgovorila. Lahko slušalko odložite in naj jo poslušate in gledate po televiziji, prav? Redo, hvala lepa. Ja, hvala, lahko noč. Lahko noč. No, gospa je tipično tisto, kar mi razmišljamo največkrat. Logika, nismo alkoholiki, nismo kadilci, nismo nič, ampak ni nujno, da smo. Nam izjemno velik problem lahko povzroča stres. Zdaj ne vem, če je gospa mogoče kakšna zdravila tudi jemala, potem lahko se zgodi tudi neka določena hrana, kdaj vsebuje kakšne stvari, ki škodujejo našim jetrom. Zdaj, ne da so to kakšne stvari, ki so kritične, tako kot je rekla gospa, to ni nič tacga, zato ker naša jetra imajo eno krasno sposobnost, da se izjemno hitro regenerirajo in samo, kot smo prej rekli, samo če imajo vse tisto, kar
rabijo za to, da se regenerirajo. Tako da jaz vseeno gledalke svetujem, da naredi nekaj v tej smeri, pa da recimo, kot sem prej omenila, Liver Protect je v tej smeri izjemen preparat. Dr. Majič se je res potrudil glede njegove sestave. Tako, torej Liver Protect za očiščenje jeter, da bo gospa imela tudi boljše izvide, teste. Mi smo ostali pri maščobah. Pri maščobah, ja, res je. Nezaželjene maščobe, recimo v današnjem času sigurno so, margarina. Tisto je zame ena vrsta maščobe, ki je naš organizem ne prepozna, zato ker je v naravi take ni. In nikoli nismo uživali. Drugače pa moramo vseeno vedeti, nekaj je dobrih maščob. Mi smo nekako v en isti lonec vrgli, če tako rečemo, maščobo iz sira, maščobo iz mleka, maščobo iz mesa, kot smo oksidirano maščobo, zažgano olje, če tako gledamo. Tako da jaz mislim, da moramo imeti ene in druge maščobe, nasičene in nenasičene, ampak čim bolj v pravem sorazmerju, že zato, če želimo mi imeti nekako upoštevane hormone, ker hormoni so v povezavi z enimi določenimi dobrimi maščobami. Tako da dobrimi govorim kot, v redu maščobe tudi iz mesa, pa tudi iz sirov, pa recimo, če so kakšni kozji siri, je sigurno nekaj dobrodošlo. Bolj zaželeno. Ja. Torej, je pa res, da nekateri ljudje imajo pa zelo slabo gensko zasnovo za ožilje. Kaj pa lahko naredijo v tem primeru? Vsekakor, jaz zmeraj tako rečem tudi, če imamo eno določeno pomanjkljivost, ki smo jo prinesli na svet, potem pomeni, da moramo na tem področju narediti več. Malo več kot ostali. Kar pomeni, da če že imamo ožilje, ki ni tako, kot bi moglo biti, zdaj recimo že vemo, kdaj je en taki krik telesa, da bi morali nekaj narediti na ožilju, pravijo. Ne samo to, da recimo vidimo po nogah, pa tako, ampak recimo, da nam poči kakšna žilca v očesu ali pa da nam poči žilca, ko kihnemo. To so oni določeni napori, pri katerih naše ožilje ni zdržalo. Se reče, mi moramo na tem področju narediti več. Moramo več hoditi, moramo več piti, moramo uživati ene določene snovi, ki imajo več E-vitamina, te so tudi določena olja, pa moramo imeti večji vnos C-vitamina. To so vse snovi, ki delujejo na to, da naše ožilje ostane čim bolj prožno. Gibanja, tako kot sem rekla, gibanja nam ne nadomesti nobena stvar. Tako da pri gibanju moramo biti karkoli toliko redni, vsak dan vsaj pol ure, da hodimo. Ponavadi je to hitra hoja. Če takoj povem, ponavadi rečejo, da veste, to je pa z leti, to je že, moramo že sprejeti nekako, ampak jaz sem enkrat imela eno gospo izjemno v letih in moram reči, da je imela vrednosti pri ožilju tako, vse poštivano. In sem jo vprašala, da kaj dela. In ona je rekla, da vstane vsaki dan ob 5:30 in gre 8 km marš. In pa še rekla, ne sprehod, marš, gospa. Tako, ženske smo malo bolj na udaru pri tem ožilju, tako tudi zaradi naših hormonov, zaradi tega progesterona pa estrogena, ali bom rekla, se to ožilje ne more raztehniti ali pa se preveč raztehne in se ne potem več skrči. Velik vpliv na ožilje imajo kontracepcije. Bom rekla, jaz se spomnim leta nazaj, mislim v moji starosti, če je ginekolog videl karkoli na ožilju, sploh niso dali kontracepcije. Zdaj to ni več noben problem. Ali takrat je bilo tako, čim je bila ženska malo bolj močna, rekla, niti ne rečem debela, ali pa čim je imela karkoli že v genih zasnovo za slabo ožilje, je kontracepcija avtomatsko odpadla, rekla, v tabletkah ali pa karkoli. Zdaj jaz srečujem na terenu, rekla,
ženske, ki so imele operacijo ožilja, pa imajo kontracepcijo, ne, pa, ne vem, srečujete ženske, ki imajo 90 kg, pa imajo kontracepcijo. Kaj točno pa naredijo te tablete? Ja, ponavadi hormoni vedno vplivajo na to, da je ožilje manj raztegljivo, da žile prej udarijo ven, ne. Ker to so ti hormoni, ki pač vplivajo na te stvari, ne. Pa tudi teža, ne, teža ponavadi. Zdaj, imate recimo ljudi, ki so pač glede na hormone potem podvrženi še večji teži, ne. Tako da to vam kar lahko vpliva, ne. Dobro. In kaj ste nam vi danes pripravili, da bo naše ožilje zdravo? Danes smo mi prav tako, ne, prav izbrali smo eno tako kombinacijo, ki vzdržuje kompletno ožilje, s tem, da ožilje čisti, daje moč srcu, ne, moč srcu, zato smo prej že omenili koencim, ne. Koencimi imate res tako, velikokrat rečejo, da pešanje srčne mišice ni tako, ampak je pomanjkanje koencima. Ker če imamo mi dovolj koencima, potem ima srčna mišica nekako to energijo, da udari in se sprosti. Udari in se sprosti, ne. Če pa nimate te moči, potem imate ne. Mislim, res kakšenkrat, kot da bi, da enostavno ne zmore tiste energije, na katero smo rekli na začetku, da je izjemna, ne, ker morate stisniti tenis žogico, smo rekli, ne, to ni tako majhna energija, ne. Zraven tega koencima, ki ga je 50 mg, imamo še selen, ki podpira vse žleze z notranjim izločanjem, ne. Selen je tudi mineral, ki skrbi za to, da se celice ne napačno delijo. Imate pa še dnevni vnos A vitamina, ne, ki je izjemen pri očeh, E vitamina, ki smo rekli, da pri ožilju more biti, pa C vitamina, ne. To so trije taki izjemno močni antioksidanti, jaz rečem tako, ne, ti trije antioksidanti vam odnesejo iz organizma odpadne snovi in koencim resnično deluje direktno na energijo, ne. Tako da jaz imam veliko ljudi, ki so že imeli koencime, pa rečejo zdaj, tega pa res čutim, ne. Moram reči, da je bilo v Sežani zdaj en dan, bil en gospod iz Italije, ki je prišel in je rekel, moram reči, da sem pa tako koencim res čutil, ne. 5 škatlic, prosim, ne. Res taka nabava, da smo tako, ne, bolje smo prav se smejali s trgovko, ne. No, potem smo vam pripravili ta Immune Power. To je pa tako, kot smo rekli, nenasičena maščobna kislina, svetlinovega olja, to je eno najdragocenejših olj, ki se uporablja kot za prehrano, bom rekla, kot prehransko dopolnilo, ker izjemno vpliva na hormone, tako kot smo prej v gospodični 25 let rekli. Deluje pa izjemno tudi na kožo, na starjevanje krvi, tako, ne, da pač preprečuje prehitro starjevanje. In izjemno dobro vpliva tudi na kompletno ožilje. Potem imate noter olje grozdnih pešk. To je spet eden izmed najmočnejših antioksidantov, ki izjemno vplivajo na čistost krvi, pa bom rekla na mikrocirkulacijo. To so oči, možgani in te stvari. Imate noter morski kolagen. Kolagen je tisti, ki nam vzdržuje prožnost ožilja, ne? Prožnost vseh teh kapilar, pa konec koncev tudi kože, pa izjemno vpliva na lase, na nohte, na te stvari. In zraven imamo še matični mleček, ki nam dviguje imunski sistem, da se tudi ne tako hitro tudi prehladimo zdaj v tem času, ne? Tako da jaz sem tukaj prav tako, no, malo, to je kapsula tega Immune Powerja. Prerezala sem ga, tako da bi videli, da se spet da bi videli ljudje, kako to izgleda, ne, ker je to črno grozdje, je taki temna tekočina in ker je stvar v tekočini v kapsuli, se izjemno dobro absorbira in mi tudi, bom rekla, iz teh snovi izjemno hitro dobimo. Če pogledate tako na kožo, ko to namažete, prije koža je bila taka svilnata, ne. Tako da je resnično dobite iz tega preparata 100% vrednost. Tudi matični mleček, ki je noter, je v liofilizirani obliki, rečejo.
to nekako zagotovi, da se vse snovi matičnega mlečka ohranijo. Ker matični mleček je prav snov, ki lahko izjemno hitro izgubi na vrednosti, ne? Če ni pravilno shranjena in pravilno predelana. Ne? No in potem smo tukaj pripravili za naše gledalce še eno posebno kremo, ki jaz tako rečem, ne, ponavadi je tako, tisti, ki jo enkrat probajo, je ne bojo spustili več iz svojega doma, ne. To je krema, ki tako, enkrat jo namažete na noge in vidite, da imate lažje noge. To sploh krema, kjer je ožilje, kjer so, bom rekla, težke noge, boleče noge, kapilare sploh, ne. To je maska za noge, rečemo, je pa narejena tako, da imate noter res vse tisto, kar naša koža in naše ožilje rabi. Mi preko kože dobimo 100% vrednost. Pravijo tako, da tisto, kar mi zaužijemo, imamo ene določene filtre. Tisto, kar mi damo na kožo, nimamo filtra. Gre direktno v kožo. Vse, kar smo na kožo dali. Zato moramo paziti, da ne stavimo strubu na kožo, ne, tako. Ta krema je v bistvu osnova je morska glina, zelena glina. In v tej glini morate vedeti, da imate praktično vse minerale v idealnem sorazmerju. Zato, ker konec koncev mi smo morsko bitje, ne? Sicer smo že toliko let res na kopnem, ampak morska voda ima najbolj idealno sorazmerje vseh mineralov. In zato tudi za to glino dobimo praktično od magnezija, kalcija, kalija, mangana, fosforja, bakra, selena, cinka, vse minerale v idealnem sorazmerju. Potem imamo tukaj arnika montana. To je snov, ki jo že uporabljajo, bom rekla, že stoletja ali pa tisočletja, prav za kožo, za ožilje. Ne? Divje kostanj, ki se tudi dobi, bom rekla, v veliko kremah, ne? Ampak prav poanta te naše kreme je prav tam, da ima vse to skupaj združeno in da je res, bom rekla tako, pri problemih z nogami nenadomestljiva. Ne? Potem imate noter ingverjevo olje, ki tudi spodbuja cirkulacijo, bom rekla, da se lažje, da ne pečejo noge. Tudi pri limfi, recimo prej, ki je bila ena gospa, ki smo ji sicer svetovali prvo obliže, ampak ta krema je sigurno še tista, ki bi še dodatno spodbudila vso to cirkulacijo. In imate potem še izvleček ognjiča. Ognjič je tudi eno tako izjemno, bom rekla, izjemno zelišče, ki deluje praktično na kompletno cirkulacijo, na tudi zaraščanje ran. Tam, kamor so tudi rane, bom rekla, na nogah, če ni cirkulacije, vemo, da ne bo se zarasla ta rana. Ne? Tako da tudi celjenje ran, kakšni razni udarci, bom rekla, ne? Ker pridejo tudi ljudje, potem samo malo se odrhnejo, pa so že vsi črni in tako naprej. Ne? Tako da ta krema se pač namaže tako po možnosti, če so veliki problemi, vsaj 2-krat na dan, enkrat zjutraj, enkrat zvečer. Ampak resnično morate paziti, krema se maže zmeraj od spodaj in navzgor. Tako da praktično porivate tudi kri nazaj proti srcu, ne, da ne greste dol, ker potem boste nekako zabili tiste stvari v noge, ampak samo navzgor. Ne. In izjemno hitro se čuti učink, če pa imajo malo časa, ne, enih 2-krat na teden, se ta krema lahko malo bolj na debelejši sloj namaže na kožo in se naredi, tako rečemo, maska. Ne? In se pusti enih pol urce, 3/4 ure na nogih, s tem, da date nogo malo vodoravno in potem po tistih 3/4 urah lahko malo obrišete dol z noge, kar je še ostalo. Izjemno dobrodošla stvar te kreme je, da prodira tudi v globino. Ne? Tako da imate res priskrbljene in arterije in vene, vse skupaj nekaj izjemno dobrodošlo. No. Mi smo ravno včeraj imeli eno to nekaj prav predavanje z eno strokovnjakinjo glede te kreme in tako, kljub temu, da jo prodajamo že toliko časa, ne, in vemo, da deluje, ne, ker tako, kot sem rekla, tisti, ki jo enkrat kupi, jo bo kupil vedno. Ne.
Vseeno, rekla, smo bili še malo šokirani, tudi glede na slike, ki nam jih je kazala, te reference, ki so bile, ker oni kar tako poslikajo preden in potem, res, in so bili rezultati izjemni. No, če še malo povemo tudi cene, verjetno pri teh artiklih. Coenzim je 22,90, ta Immune Power imate 29,90, s tem, da je noter 90 komadov. Jaz ga svetujem na začetku 3x1, potem pa lahko se tudi malo zmanjša, kadar se simptomi zmanjšajo. Krema ima pa ceno 21,40, s tem, da imate kar velik lonček, no, si lahko tudi Urška malo pogledaš pa povonjaš. Nekaj sem že zavohala, mislim, da je to zelo prijeten von. Resnično diši, bom rekla, resnično po teh zeliščih in ko jo utrete v roke nekaj tako, čeprav lahko jo tudi v roke, če imate, ali pa ljudje, ki imajo kakšne kapilare, recimo tako, po obrazu, izjemno dobro, da si naredijo masko, ker se te kapilare dobesedno res razgubijo. Ker nažalost imamo posod veliko teh problemov tudi. Zelo prijeten občutek in tudi diši, bom rekla, ima zelo prijeten von. Jaz rečem tako, da prvič, ko jo namažejo, že čutijo, da noga ni več težka, ni več, bom rekla, pekoča in tako naprej. Tako da kljub temu, da je velika konkurenca na tržišču, je ta krema nekako kar iskana. No, super. Tistih, ki so imeli. Se pravi, vse tole potrebujemo, da bo nekako naše ožilje, poleg seveda tudi zdravega načina življenja, da se razume gibanje, tekočina, kot že ves čas ponavljamo, pa bo ožilje zdravo in prožno, tako kot ste rekli. Koliko je staro ožilje, toliko smo stari mi, Toliko smo stari mi, tako da je treba skrbeti za ožilje in posledično tudi za nas, Tako, no, s to mislijo bova midve... Gledalcev moramo verjetno povedati, kdaj nas se naslednjič vidi. Bomo opozorili, imam to namen sedaj le povedati. Torej, nocoj smo zadnjič z vami v nedeljo zvečer. Naš termin se bo nekoliko spremenil, tako da nas boste lahko gledali vsako prvo sredo v mesecu. Zvečer ura ostaja ista, ob 8. uri. Prva bo na sporedu 2. marca, torej v sredo zvečer 2. marca bo vas gospod Herto zopet z vami in potem vsako prvo sredo v mesecu, Telefonske so pa itek vedno na Telefonske so za naročila, so vam še vedno na voljo, za kakršnekoli informacije, tudi lahko posredno dostopajo do vas ljudje, če bi karkoli želeli vprašati, kakšen nasvet. Tako da hvala lepa za nocoj. Hvala vsem gledalcem. Tako je, hvala tudi vam, ker ste bili z nami, ker ste poklicali ali pa samo gledali in upam, da smo vam mogoče odgovorili na kakšno vprašanje in skupaj rešili kakšno težavo. No, te težave bomo še reševali vnaprej, kot smo rekli, vsako prvo sredo v mesecu. Za nocoj pa bi bilo to vse. Hvala lepa za vašo pozornost še enkrat in obe vama želiva lep večer še naprej. Lahko noč.